Če je katero polje v samem vrhu naših vrednot, je to vsekakor zdravje. Fokus se je še bolj okrepil v zadnjem letu epidemije COVID-19, pa tu ne gre zgolj za zloglasni virus. Predvsem razviti svet vedno bolj pestijo tudi druga obolenja. V ospredju so nekaj časa že kardiovaskularne bolezni in pa seveda karcinomi. V strategiji razvoja se na slednje sklicuje tudi Evropska komisija, ki navaja, da moramo do leta 2030 rešiti vsaj 3 milijone dodatnih življenj pred rakom. To je zahtevna naloga, a znanost se bo morala z razvojem spopasti tudi s to nalogo. Vendar to ni le naloga medicine kot take. Le-ta je danes sicer izjemno učinkovita, znanstvena in strokovna prepletenost z drugimi vedami, pa seveda daje moč, ki jo potem ljudje sami občutimo. Doktor Mark Pleško, vaše visokotehnološko podjetje Kozilab je že del take povezave, prepletene, kot smo rekli, ne? Predvsem v kontekstu zdravljenja raka. Kako je vaše visokotehnološko podjetje stopilo na polje zdravstva? Kdaj ste v bistvu sploh uvideli možnost zdravljenja s protonsko terapijo? Ja, tako kot vse zadeve, je pač tukaj tudi veliko vlogo igralo naključje, slučaj. Pred 20 leti, točno letos bomo praznovali 20. obletnico podjetja, sem skupaj z nekaj študenti ustanovil podjetje Kozilab, s katerim smo hoteli ponuditi mojim kolegom, znanstvenikom, storitve na področju krmilnih sistemov za pospeševalnike. Torej, jaz sem se že prej ukvarjal kot znanstvenik 20 let s pospeševalniki in smo ugotovili, da veliko pospeševalnikov znanstvenih se gradi in vedno bolj kompleksni postaje, zato je vedno več potrebe po softwaru, po krmilnih sistemih, po logiki, ki se znanstveniki, vsi znanstveniki znajo programirati, ampak to je njihova osnovna dejavnost. In tako smo začeli potem mojim bivšim kolegom, ko smo ustanovili podjetje, ponujati storitve, smo se pogovarjali z Američani, vi gradite nov pospeševalnik, kako boste jih pa krmirali, pa bi mogoče rabili človeka ali pa dva, da vam pri tem pomaga, neko delovno silo. In tako smo počasi začeli delati to podjetje. In prva naša stranka je bila recimo en inštitut v Nemčiji, potem Stanfordska univerza, pa v Švici, pa Pasteur inštitut, pa recimo v Angliji, Diamond Light Source, blizu Oxforda in tako naprej. Že takrat seveda smo vedeli, da so uporabljali pospeševalniki tudi za medicino, tudi za zdravljenje raka. In seveda, to je pa bistveno večji trg, ker teh znanstvenih projektov je mogoče nekaj na leto novih, medtem ko pospeševalniki za protonsko terapijo se pa več gradi. Samo takrat se nam je zdelo, da to niti ni zanimivo za nas, ker to so bili pač neki komercialni pospeševalniki, majhni, kompaktni, se kakšen kontrolni sistem pa za to rabiš, to mora biti preprosto. Potem smo pa leta 2003, torej 2 leti po začetku firme, dobili povpraševanje od enega nemškega inštituta, ki je hotel za Heidelberško univerzitetno kliniko zgraditi pa en relativno velik pospeševalnik, še vedno majhen v primerjavi recimo s Cerom, ampak relativno velik za zdravljenje raka, ne samo s protoni, temveč tudi z ogljikovimi ioni. Taki pospeševalniki morajo biti pa večji. In so nam rekli, vi znate pospeševalnike krmiti, to je gotovo za vas. In smo se trudili, naredili ponudbo, ampak na koncu so se odločili proti nam, ker smo mlada firma, ker smo majhna firma, ker so našli drugo firmo, ki je bila v bližini tam, mi smo pa se Sloveniji in tako naprej. To se nam je, priznam, nekoliko za malo zdelo in smo rekli, v redu, zdaj smo izgubili, dajmo se pripraviti za naslednjič. In smo takrat tudi začeli študirati pravila medicinskih naprav, smo ugotovili, da je treba biti po nekih standardih certificiran, takrat nismo imeli nobenega standarda, niti ISO 9000, pa smo rekli, dajmo začeti z ISO 2000, pa potem čez par let bomo imeli še ta medicinski ISO, ki se imenuje 13485. No in ko smo to začeli delati, se pa slučajno, potem leta 2009, pa začeli pogovarjati o enem podobnem pospeševalniku, kot sta v Heidelbergu, pa blizu Dunaja. In tam smo bili pa pripravljeni in ko so prišli k nam, smo vse vedeli povedati, vse znali in se rekli, bravo, dajmo sodelovati. Potem jih nam prišla še neka ameriška, nemška firma, ki je hotela graditi, ki je že začela delati pospeševalnike za protone in spet isto smo, bi rekel, jih prepričali za našim znanjem medicinskih pravil. Evo, takole nekako vidite, smo korak za korakom, kot rezane salame, prišli od začetka do konca. No,
Danes govoriva predvsem o vrhunskem projektu protonske terapije, ki lahko pripomore in omili stisko obolelih ljudi in tako pripomore k učinkovitosti medicine same. Lahko pojasnite ta proces protonske terapije, kako deluje? Ja, torej, vemo, da rak se v glavnem zdravi na 3 načine. S kirurgijo, to pomeni, da če recimo, če imate kožnega raka, vam ga odrežejo, ali pa če rak na nekem mestu, da naredi zdravnik operacijo. Za kemoterapijo, princip kemoterapije je ta, da se zastrupi človeka in rak in se upa, da bo rak bolj zastrupljen kot človek. Taka snov je, ki bolj učinkuje na rak. Tretja metoda je pa radioterapija in ta je dejansko najbolj uporabljena. Mislim, da se radioterapija uporablja v 40% vseh primerov rakavih bolnikov. Včasih se je tudi kombinirano, ta prvo kirurgijo, potem pa še dodatno obsevanje ali pa obsevanje in kemoterapija. No, zdaj, radioterapija deluje na principu, da se seva rentgenske žarke oziroma zelo, zelo močne rentgenske žarke, ki se že reče gamma žarke. To so taki žarki, kot se jih uporablja pri slikanju telesa, slikanje zob, to je gotovo vsak od poslušalcev že kdaj naredil. Samo da so ti žarki vse močnejši, da bolj globoko prodirajo in spet s temi žarki zadenemo rakave celice in jih ubijemo. Protonska terapija je pa ena posebna oblika radioterapije, kjer se namesto teh rentgenskih žarkov, gamma žarkov, uporablja pa protone. Zakaj so protoni boljši? Dajmo ta prvo razložiti, kako zadeva deluje. Protoni so nabiti delci. To vemo, gamma žarki so nevtralni delci in grejo skozi snov in tako kot če imamo debelejša šipa kot je, manj skozi to šipo vidimo, zato ker se svetloba v tej šipi počasi absorbira, zaustavlja. In ravno tako se rentgenski žarki, ki grejo skozi telo, absorbirajo. To vem, da na začetku je veliko žarkov, na koncu jih je pa malo. Rak je nekje vsred, ampak to povem, da mi veliko telesa že na začetku zadenemo, ki ga ne bi hotel, ker tam ni raka, na koncu gre pa tudi še nekaj skozi, ki pa ne bi hotel. Protoni pa, ker so nabiti delci in ker je fizika na nabitih delcah takšna, slučajno je tako prišlo, imajo pa drugo lastnost. Protoni pa, ko potujejo skozi telo, počasi izgubljajo hitrost, ker so nabiti delci. To se tako, kot si predstavljate avto, peljete z neko hitrostjo, potem pa lepo ugasnete motor in recimo stopite na zavoro, na rahlo in potem se bo avto počasi ustavljal. In izkaže se, da protoni naredijo največ škode na mestu, kjer se ustavijo. Torej imamo 2 prednosti. Prvič, ko protoni prodirajo skozi telo, ne poškodujejo človeškega telesa toliko kot jih gamma žarki in ko se ustavijo za tiste mestu, jih ni več, ker ko so ustavljeni, so primer. To pomeni, da ne poškodujejo nič več za njim. Zdaj moramo pa samo še pogruntati, kako protone pripeljamo točno na mesto, kjer je rak. In recimo, če imamo rak, ki ima neko recimo komplicirano obliko, recimo tridimenzionalno obliko, kot en krompir, pa neka tako čudna peška od češnje, moramo zdaj izbrati tako hitrost protonov, da se bojo ustavili ta prvo na začetku raka, potem malo globje, potem pa na koncu na zadnji strani raka. In s tem smo neke vrste tridimenzionalno preskenirali celoten rak. No, moramo še levo-desno skenirati, ker rak je tudi levo-desno, ima neko razširitev, ampak spet to lahko naredimo, ker protoni so nabiti delce pa lahko zelo natančno usmerjamo z magnetnimi lečami. Samo pomislite na te stare televizore, zdaj jih seveda ni več, pa ta stari televizore katodno cev so isti princip uporabljali, ker so bili sicer elektroni, ravno tako nabiti delci in se jih je lepo usmerjali levo-desno. Tako da si lahko predstavljamo, da je protonska terapija neke vrste inverzni 3D tiskalnik, namesto da neki tridimenzionalno natiskamo, z protoni tridimenzionalno izrežemo oziroma poškodujemo rakave celice, da odmrejo, potem jih pa telo samo izloči. Se opravičujem, majčkeno daljša razlaga, ampak mislim, da je zdaj princip popolnoma jasen. Ja, zelo koristna tudi, Omenili ste na nek način, da ta vrstna terapija protonska prav cilja na DNA tkivnih celic. Pa me zanima, koliko so te celice občutljive za take poškodbe, da je res v bistvu proces učinkovit, da uniči?
Ja, torej DNA je torej ta dvojna veriga, ne, je ravno zato tako učinkovita in tako uspešna, ne. Celotno življenje bazira na DNA-ju na Zemlji, ne, ravno zato, ker je DNA molekula zelo hitro zna tudi sama popraviti, če pride do poškodbe. Zato je dvojna veriga, torej če se samo en del te verige strga, ne, bo še zmeraj se popravila. To pomeni, da dejansko moramo mi obe veji te verige hkrati presekati. In zdaj protoni, ker so nabiti delci, poškodujo snov v bližini, kjer se gibljajo, in zdaj če prijo blizu DNA verige, bojo oni šli skozi njo in bojo pretrgali obe veje te verige. Mimogrede, ravno zato pa so tudi takrat in še delajo tudi take pospeševalnike z ogljikom, če se spomnite, sem to prej omenil, ne, ker ogljik je pa težji od protonov, 12-krat težji, in je še večja verjetnost, da bo obe veji DNA-ja hkrati poškodil. In bolj učinkovit postal. Tako, in bolj učinkovit postal. Ja. Problem je pa seveda ta, za ogljik se pa potrebuje še večje pospeševalnike, ne, to pomeni, da je še dražji, še bolj kompliciran in nekako v tem trenutku je mogoče protonska terapija ta prav kompromis, bistveno boljša od gama žarkov, pa dovolj, bi rekel, cenovno dostopna. Se pa seveda veliko na tem tudi dela raziskuje, kako bi lahko zgradili pospeševalnike še bolj kompaktne, s tem še cenejše, z manj materiala, z manj železa, superprodni magneti, tako da mogoče bomo imeli pa čez 10-20 let v Sloveniji pa še dodaten pospeševalnik še za ogljikove, ali pa še težje, za kisikove ione. Tukaj bo treba tudi veliko raziskave, katero od teh elementov je najbolj učinkovit. Lahko se celo zgodi, da dejansko se to že ve, nekateri raki so bolj občutljivi na sevanje, nekateri raki so bolj občutljivi na kemijo in tako bomo mogoče tudi raziskave pokazali, da obstaja nek optimalen element za neko določeno obliko ali pa vrsto raka. No, sej, vi ste imeniten jedrski fizik, boste mogoče še kaj dodatnega odkrili, ne? Doktor Pleško, vi ste že omenili prej, kako naredite, da se približate recimo raku, ne, temu karcinomu. Pa vseeno, a veste, te tumori so lahko različni, lahko so površinski, lahko so globli, lahko ga zelo enostavno fokusirate, lahko so pa razsejani. Kako se vi recimo v teh različnih sistemih, oblikah približate? No, recimo razsejanih tumorov pa ne moramo zdraviti s protonsko terapijo. Torej, v takem primeru se pa ravno uporablja kemoterapija ali pa druge oblike terapije. Koliko sem rekel, približno 40% vseh pacientov, ki imajo raka, se zdravi z radioterapijo in približno 10% teh, ki se jih zdravi z radioterapijo, bi bili bolje in bolj učinkovito zdravljeni za protonsko terapijo. Tako da protonska terapija ni neko čudežno zdravilo za vse, ampak je ena metoda, ki pač izboljša kvaliteto zdravljenja in je v nekaterih primerih bolj učinkovita. V nekaterih primerih je mogoče tudi dovolj učinkovita, ampak ker je mogoče dražje, se jo ne splača uporabljati, pa se zadovoljujemo z klasično radioterapijo. Celo tako je, ne, da najbolj uspešne so tiste klinike, ki imajo oboje, ki imajo tako naprave za radioterapijo, kot naprave za protonsko terapijo, in potem se v bistvu zdravnik, ko pregleda pacienta, ko analizira rentgenski posnetek in vse te analize raka, se potem sproti odloči, katera je najboljša metoda. Lahko se celo odloči, da reče, dajmo ta prvi obsevati za gama, torej z radioterapijo, potem pa še dodatno s protoni. Vse te možnosti so, zato pa seveda, da te možnosti ugotovimo in da izračunamo najboljši učinek, potrebujemo pa zelo, zelo kompleksen software. Torej, niti ne samo ta software, ki ga Kozele piše, ki se v glavnem ukvarja bolj s krmiljenjem teh naprav, ampak dejansko software, ki zna fizikalne modele v realnost spraviti in potem iz slike, iz analize zdravnikove izračunati najboljši način zdravljenja, najboljši čas zdravljenja, celo mora izračunati, pod kakšnim kotom se najbolj splača obsevati, mogoče ne pod enim, ampak pod 3 koti, da se spet čim bolj rani rak, pa da se čim manj poškodujo okoliška tkiva, tako da ta znanost tukaj je že zelo, zelo napredovala. Seveda uporabe softvera pri takem zdravljenju, temu se reče terapevtsko planiranje, bo vedno več. Poglejte, kako pa vi določite nek odmerek teh protonov, glede na položaj bolezni, glede na velikost novotvorbe, tudi glede na razširjenost ali pa tudi predvsem na psihofizično kondicijo pacienta? A se to kaj računate?
No, ravno to, ne. Jaz mislim, da to je ena velika, bi rekel, prihodnost medicine. Poznate izraz personalizirana medicina. Ljudje Seveda. potem vedno hitro pomislijo potem pa na gensko terapijo, ki je personalizirana, ampak ne gre samo za to, ne. Saj veste, včasih je zdravnik tako rekel, ne, kakšno dozo moramo dati pacientu, ne. Ja, koliko je težek, ne, a je moški ali ženska, in potem toliko in toliko gramov ne tistega zdravila popije. Ampak seveda v resnici pa ni tako enostavno. Ljudje so bolj občutljivi na ene učinkovine, eni so manj občutljivi, eni imajo tako presnovo, eni imajo drugačno presnovo, in tukaj je res razvijajo zdravniki skupaj z fiziki, to je zanimivo, ne, prav veja medicinska fizika, posebne modele, biofizikalne modele, kako celice delujejo, kako telo odreagira na določene učinkovine. In ta del personalizirane medicine je dejansko vezan na računalniške programe, na simulacije. To so zelo kompleksni računi, zato se uporablja podobno, kot recimo za Bitcoin, te grafične koprocesorje. V tem trenutku traja recimo račun nekaj ur, da se izračuna optimalno način ozdravljanja pacienta, ne, kjer se upošteva, torej upošteva se tip raka, upošteva se geometrija raka, upošteva se okoliška tkiva, ne, upošteva se informacija o tem, kako je pacient občutljiv na določene zadeve. Tako da to je izjemno komplicirana stvar, in je relativno malo podjetij na svetu, ki zna sploh tak software razviti. Koliko pa je ta terapija že poznana v medicini nasploh, ne? Kje v svetu seveda že obstajajo možnosti tega zdravljenja, in pa zanima me, a obstaja že kakšen podatek, koliko ljudi je bilo že zdravljeno s temi protonskimi žarki? Ja, torej, idejo za protonsko terapijo je dobil en profesor fizike, Nobelov nagrajenec, kasnejši, pa ne zaradi tega, ampak za druge stvari, mislim, da že leta 46 ali 48, ravno zato, ker je kot fizik ugotavljal in videl, kakšne so lastnosti protonov, in je rekel, ja, evo, to je pa zelo dobra lastnost, da se ustavi na mesto raka in da tam naredi največjo škodo. In so tudi že tam znanstveno, poskusno, ne klinično, ne, delali poskuse na prostovoljcih in dosegali nekatere rezultate. Medtem ko radioterapija se pa že dolgo časa obstaja in tudi veste, jo tudi v Sloveniji uporabljamo. Res komercialno, mislim, da je ta prvi komercialni pospeševalnik, ki je bil izključno zgrajen samo za zdravljenje z rakom, bil tam okoli 1990. Potem prvi, ki je bil komercialno zgrajen, ampak za eno bolnico. Potem pa okoli leta 2000 je pa prav ena firma, komercialna, pa iz Belgije, pa začela prav kot produkt prodajati protonsko terapijo, torej celoten pospeševalnik za protonsko terapijo. Danes je približno 100, okoli 100 takih centrov na svetu delujočih ali v izgradnji. Vsako leto jih pride nekih tam okoli recimo 10, malo manj kot 10, pa malo več kot 10 novih zraven. In če pogledamo, do zdaj število zdravljenih pacientov letno, jih je približno 0,8% vseh pacientov, ki se zdravi z radioterapijo, je zdravljenih s protoni. Prej sem pa že rekel, ne, da približno 10% pacientov bi imelo večjo korist od protonske terapije, tako da vidimo, da je še velik potencial. Konkretne številke za Slovenijo so mogoče bolj zanimive kot za svet. V Sloveniji imamo približno 14,000 rakavih bolnikov na leto, in od teh bi potem, če zračunamo, ne, to procentov, bi približenih 500, okroglo številka, 500 pacientov na leto profitiralo od protonske terapije. V tem trenutku se jih s protonsko terapijo zdravi samo mogoče 10 do 20, to so posebej otroci, ki imajo take vrste raka, da pa res protonska terapija bistveno, pravzaprav to edini način zdravljenja, da se ne poškoduje, da se ne naredi trajne poškodbe, ampak seveda, ker mi protonske terapije nimamo, potem take otroke pošiljamo v centru v tujino, in seveda, da se to zgodi, pa drago je, potem seveda jih je bistveno manj pride na vrsto, kot bi jih, če bi imeli ta center v Sloveniji. A obstaja že kakšna poročila klinikov o uspehih ali pa recimo o teh kakšnih stranskih učinkih te terapije? Ja, obstajajo, je pa seveda tukaj problem, ker se ne da narediti tako imenovane tiste dvojne slepe študije. Ne vem, če poznate princip double blind study ali pa dvojna slepa študija, ne vem, če sem pravilno prevedel v slovenščino, ne. Pri zdravilih je to zelo enostavno, ne. Date pacientu eno tableto, ki ima učinkovino, pa eno tableto, ki pa nima nič, ne, torej placebo, ne. Pacient ne ve, a je bil zdravljen na en pa drug način, niti zdravnik ne ve, a je dal pacientu učinkovino, ne.
Tukaj pa seveda, če zdravite pacienta s protonsko terapijo, on opaz, ne, pacientka ali pa pacient opaz, da je bila protonska terapija. Tudi zdravnik se mora vnaprej odločiti, ali bom zdravil pacienta s protonsko, ali bom zdravil pacienta z radioterapijo. Tako da je zelo težko delati eksaktne neposredne primerjave. Kar se ve je to, in tukaj sploh ni dvoma, je, da za otroke, temu se reče pediatrični rak, je protonska terapija bistveno boljša, ker je namreč tako, vsaka taka radioterapija ima nekatere stranske učinke. Se verjetno veste, ne, če kdo kemoterapijo jemlje, lasje izpade in tako naprej. Ne. Pri radioterapiji se pa tudi, pač, ker gre to skozi telo, se naredi neke poškodbe in celice, ki so poškodovane, bi lahko mogoče čez 10 let ali pa 20 let razvile nov rak, temu se reče sekundarni rak. Zdaj, pri nas odraslih se celice relativno počasi razvijajo, pa tudi, če nekdo star 80 let pa ima raka, pa ga obsevamo, da bi čez 20 let še enkrat dobil raka, če od 80 do 100 let živi, je dobro živo. Medtem ko pa en otrok, ki je star 5 let, pa če mu čez 10 let še enkrat raka, dobro, nismo veliko dosegli. Ne. Plus problem pri otrocih je ta, da ker se še razvijajo, se celice pri njih bistveno hitreje razmnožujejo, in zato ena taka poškodba ima bistveno večjo nevarnost. Torej ne samo, da bo čez 100 let, ampak verjetno bo z večjo verjetnostjo se bo to zgodilo in v krajšem obdobju. Tako da za otroke se ve, hkrati pa zaradi etičnih razlogov pa ne smemo delati kliničnih poskusov na otrocih. Ne? Mi ne smemo reči, pa dajmo pol otrok na en način zdraviti, pol način pa drugače zdraviti, ker to pa je etično ni sprejemljivo, da če vemo, da obstaja boljša metoda za zdravljenje, da bi potem za nalašeno slabo zdaj. Tako da so različne študije, ki kažejo ene, bi rekel tako, iz fizikalnih principov gledano je popolnoma jasno, da je protonska terapija boljša, ker ima manj stranskih učinkov. Medicinsko je to nekoliko težje dokazati, ene študije dokazujejo, da ni nobenih razlik, ene študije dokazujejo, da so razlike. Predvsem pa, kar pa je mogoče še bolj važno, je to, da protonska terapija izboljša kvaliteto življenja. Klasična primerjalna študija je ta, da se gleda, koliko let po obsevanju pacient še živi. Ampak če pacient recimo je ozdravljen z manj stranskimi učinki, recimo pri radioterapiji pogosto je koža potem tam, kjer pride rentgenske žarke v telo, je koža ožgana, ker je taka močna doza, da ožge kožo. Pri protonski pa ni recimo ožgana. Ne? In skratka, če je cel kup stranskih učinkov manjših, če se človek pozdravljeno hitreje boljše počuti, ne? In to se izboljša kvaliteta življenja, ki je pa relativno težko v eni klinični študiji objektivno meriti. Zdaj ne vem, če sem spet odgovoril, žal nisem odgovoril zdaj, pa ne tako, veste, kaj zmeraj znanstveniki, ne? Nikoli ne rečejo dal, pa ne, ampak reče, lejte, to je pa tako, pa si pa sami stvarite mnenje. Ja, saj to je pač znanost je taka, ne? Poglejte, to že v začetku sva rekla, ne, da pri taki recimo pripravi te terapije, ne, sodeluje kar precej tudi drugih strok, ne. Pa me zanima, kakšno je sodelovanje in pa izvedba recimo tega zdravljenja. In a se pojavljajo kakšne skepse recimo, ko pripravljate to? To je pa zdaj celo vrsto vprašanje. Prvič, jaz sem fizik, nisem zdravnik, zato se pravzaprav ne spoznam na vse podrobnosti zdravljenja, ne? Ampak seveda, torej, že pri sami izdelavi take naprave, ne, deluje cela skupina znanstvenikov ali pa inženirjev, ne, fiziki, ki računajo, kako ti protoni se sploh gibljajo, kakšen učinek imajo, potem medicinski fiziki, ki računajo medicinski učinek, potem se onkologi, zdravniki, ki razmišljajo, kakšen ima to medicinski rezultat, potem so inženirji kot strojniki, ki morajo razračunati, kako tak sistem sploh stoji, kako je zgrajen, elektroinženirji, ki morajo razračunati, kakšni bojo magneti, ki morajo te magnete načrtovati. Tako da je tukaj velika skupina ljudi in dejansko je zato tudi relativno težko tak pospeševalnik zgraditi ali pa tak center postaviti, ker ne obstaja, ni en človek, ki bi vse vedel, pa vse znal, pa samo še okoli govoril ti to, ne? Ampak morajo dejansko različne vede sodelovati, se pogovarjati, vlazno veliko sestankov in na koncu sestanka smo ugotovili samo to, da se nismo razumeli, pa da se moramo še enkrat dobiti. Ne? To je eno. Zdaj, kar se tiče skepse, jaz mislim, da ta neka laična skepse, jaz nisem zaznal, kvečemo obratno, rak je taka bolezen, seveda, ki prizadene ne samo pacienta, ampak tudi družino, družinske člane, ker je bolezen, ki traja vse relativno dolgo, potem vsak ima občutek, da bi rad pomagal, hkrati občutek nemoči, tako da se meni že večkrat zgodilo, da so do mene prišli znanci, a pa so kakšni skoraj, bi rekel, tujci
Ja, smo slišali, da vi ste ukvarjate s protonsko terapijo, pa niti ne s protonsko. Rečejo, ja, smo slišali, da imate neko novo terapijo, ali bi bilo pa to mogoče tudi za nas, a pa ne, moj stric je pa zbolel za tem, ali lahko kje pomagate. In se vedno z veseljem pomagamo, sicer pomagati zares, jaz ne morem, ampak jih potem jih spravimo v kontakt z zdravniki, recimo z Ljubljanskim onkološkim inštitutom, ali pa jim dam naslov v nekih centrov v tujini, da se tam pozanimijo, če bi šli lahko kje zdraviti. Tako da iz tega vidika se mi zdi viden kvečem pozitivni odziv. Če gledava naprej, recimo razvoj, ne, pa me zanima, a bi bilo eventualno to zdravljenje lahko koristno ali pa možno uporabiti tudi pri kakšnih drugih zdravljenjih, ali gre samo za rakave te? Ja, to je zanimivo. Ne? Zdaj, kot sem že prej rekel, protonska terapija je neke vrste inverzni 3D tiskalnik. Ne? In zdaj če bi lahko raka izžgemo, mogoče pa lahko tudi s protoni kaj izžgemo. Saj veste, recimo laser se že uporablja tudi v kirurgiji. Ne? Včasih je bila kirurgija samo nož, torej skalpel, zdaj se pa že uporablja laser, ker je pač laser ima tako veliko energijo, da se lahko kakšne stvari zažge, odžge, odreže z laserjem in tako naprej. No? In dejansko se zdaj prav sodelujemo z enim start-up podjetjem iz Švice, zdaj spet zaradi zaupnosti ne smem povedati ne imena, ne točno kaj delajo, ampak oni so pa razvili neko metodo, ki jo zdaj mora se preveriti, ne, za ablacijo krvnih žil s protoni. Torej, da bi s protoni, ker jih lahko zelo natančno streljamo, da bi streljali krvne žile in bi tam, bi rekel, površino znotraj površino žil zdravili s protoni. Tako da, in sem prepričan, da bojo še druge podobne metode, da bi se uporabljali protone za zdravljenje nekih, a pa za ustvarjanje sprememb v človeškem telesu. A pa tudi kombinacija protonske terapije z kakšno drugo terapijo. Govorimo tudi o nevtronski terapiji, to pa sam tako bi rekel kot zanimivost povem, ne? Čeprav niti protonska terapija še ni zelo razširjeno uveljavljena, ljudje že razmišljajo o terapiji z nevtroni, kjer se pa v telo ubrizga neko snov, ki je občutljiva na nevtrone, in potem te nevtroni grejo skozi telo in ko zadanejo to snov, pride do neke reakcije. Zdaj se, če bi ta snov bila taka, da se jo lahko dozira, recimo bi dala en strup v telo, ki pa ni strupen, dokler ni bil zadet od nevtronov, potem to pride v telo, se razporedi po telesu, potem pa samo tam zadenemo ta strup, kjer se recimo nahaja tista stvar, ki jo hočemo pozdraviti. Tako da jaz mislim, da je še kar veliko potencijala, seveda moramo ta prvo protonsko terapijo zrihtati, da bo dobro delovala, potem pa počasno naprej razvijati. A recimo jaz kaj znanja v Sloveniji recimo za izgradnjo recimo in delo na takem centru, pa tudi me zanima, koliko lahko pomagajo potem izkušnje iz nekih drugih držav, ker je že to neka ustaljena praksa. Torej, to je zanimivo, ne? Ravno zato se pa zavzemamo, da bi zgradili protonski center tudi v Sloveniji. Slovenija je majhna država, ne? In seveda ne more imeti vseh kompetenc, ne more pokrivati vseh znanj, ne? Recimo nimamo svoje raketne industrije, že samo to, da smo uspeli en satelit ustreliti v vesolje, da se je navdalo z velikim ponosom in pogumom. Ne moramo pa svojih raket seveda razvijati, pa cel kup drugih stvari nimamo. Ne? Slučajno smo pa ugotovili, po naključju, da imamo v Sloveniji vso kompetenco, ki je potrebna za izgradnjo in delovanje takega protonskega centra. Imamo onkološki inštitut, kjer imajo izjemno znanje o onkologiji in zdravljenju raka. Onkološki inštitut je prav regionalni center z certifikatom Mednarodne atomske agencije za radioterapijo. Potem imamo medicinski program fizike, to je interdisciplinarna in interinstitucionalna raziskovalna skupina, ki tudi raziskuje onkologijo, kjer je, mislim, zdaj bom mogoče koga pozabil, ampak je Univerza v Ljubljani medicinska fakulteta, fakulteta za fiziko in matematiko, onkološki inštitut, inštitut Jože Štefan, mislim, da so še Mariborčani, tudi Univerza zraven. Skratka, skupina ljudi, ki že raziskuje te zadeve. No in potem tretji partner je pa Kozilep, spet, ki smo po veliko spletu okoliščin prišli do tega, da delamo krmilne sisteme in da se spoznamo na protonsko terapijo. No in ko smo se tako počasi srečali, bi rekel, skoraj tako, se dobijo trije prijatelji v pivo, ne, in beseda da besedo, kaj pa če mi naredimo protonski center v Sloveniji. In evo, tako se je začelo pred 5-6 leti, smo ugotovili, da imamo vso to kompetenco, del kompetenc nam manjka, ne znamo narediti celoten tak pospeševalnik, tega bi se kupili od partnerjev, ki jih pa poznamo iz tujine, tudi nimamo izkušenj, kako tak center deluje, zato smo se tudi, se povezujemo s partnerji v ZDA, z nekim podjetjem,
ki je tak center že postavljal in ga 20 let je ta center upravljalo. Tako da, evo, s tako kombinacijo, bi rekel, domačega znanja, pa tisti, ki nam manjka iz tujine, mislim, da lahko postavimo zelo dober center, ki bo zelo dobro deloval, zelo učinkovit, izkoriščen in zdravo, vsaj Slovence, če ne, pa verjetno tudi še v bližnji regiji. No, vse, kar ste povedali, kaže, da je recimo izgradnja takega centra res zajeten in zahteven tehnološki in pa tehnični projekt, ne? Vendar me zanima, a se recimo v taki skupini pojavlja spoznanje, da je moderna medicina je izjemno učinkovita, ampak je pa tudi draga. A to, preko ste omenili tudi personalno medicino? Absolutno, seveda, mislim, logično. Jaz mislim, da v Ameriki 12% bruto socialnega dohodka gre za zdravstvo, če vem to prav številko. In še šokantna zdaj je ta, da menda polovico stroškov, ki jo človek v svojem življenju porabi za svoje zdravje, se zgodi v zadnjih 6 mesecih njegovega življenja. Ker se je logično, ne? Mislim, dokler si zdrav, ne greš zdravniku, potem, ko si pa bolan, pa te slikajo 5-krat, pa te zdravijo s protonsko terapijo, pa te pač probajo na vse možne načine zdraviti. Tako da ti stroški so seveda enormni, pa ne samo stroški, ampak tudi kadri, ne? Ni samo problem strošek, problem je tudi, kaj pa če enostavno nima dovolj zdravnikov, kaj pa če nima dovolj bolničark in tako naprej, ne? Bolničarjev. Tako da to je gotovo izziv sodobne družbe. Tukaj smo se mi dali Kozilab, torej podjetje za vizijo, da ravno da pomagamo spraviti protonsko terapijo v, bi rekel, do širše uporabe, na način, da izboljšamo tehnologijo, da se bo tehnologija približala fizikalnim zmožnostim te terapije, kot smo prej rekli, ker je res vrhunska, in hkrati, da s pomočjo softvera in tehnologije zmanjšamo strošek, da dejansko dosežemo, da en tak center ne bo več tako drag, ampak da se bo počasi cena zniževala. Ker je pa spet normalno, se tudi veste, prvi avtomobili so bili izjemno dragi, potem, ko so se pa masovno začeli proizvajati, so pa bistveno cenejši. Ne vem, če pogledate kjerkoli avto, ne? Mislim, jaz imam doma enega Golfa, 6 let starega, ampak za katerega sem dal 20.000 evrov, ampak če pogledate tehnologije, ki je v tem avtomobilu noter, samo število računalnikov, mislim, da je tam okoli 100 procesorjev, ne? Če hočem šip odpreti od avta, bom zagnal en računalnik, ne? Pa v kontrola, pa v žig, pa vse to. Tako vrhunsko znanje, če bi hotel tak avto zgraditi za enega človeka, ne, bi bili milijardni stroški. Tako sem dal pa 20.000 evrov za avto, ki mi da vso potrebno tehnologijo in dejansko reši vse moje transportne probleme. No in ravno tako, jaz mislim, bo v medicini moramo delati na tem, seveda bo zmeraj dražje, hkrati bo pa tehnologija pomagala, da bo tudi vedno cenejše. Recimo, če nam primanjkujejo zdravniki, pa dajmo si pomagati z umetno inteligenco. Nikoli ne bo umetna inteligenca seveda zdravila človeka, ampak lahko pomaga zdravniku. Recimo analiza slike, včasih je moral zdravnik koliko časa gledati rentgensko sliko, da je videl kakšne podrobnosti, zdaj pa že umetna inteligenca lahko analizira sliko in reče, daj poglej samo to točko, pa to točko. No in tako naprej se da marsikaj tudi avtomatizirati. In jaz mislim spet, tukaj pa se je software, naše področje pa tista stvar, torej digitalizacija zdravstva, no, vse o tem vsi govorimo. No, kot kaže, gre res v tem primeru za neko strateško naložbo, a ne, ki ima poleg gospodarske in družbene koristi, pa me zanima, kakšne bi pa bile koristi za znanost, recimo za razvoj znanosti naprej. Ja, mislim, kaj pa je zdaj korist za znanosti, ne? Tako vprašam. Znanost je tista naša žilca, ne, radovedna žilca, ki jo ljudje imamo, pa mogoče druga živa bitja nima, a pa manj imajo, recimo, ne, ki je pračlovek ta prvič se zavedel samega sebe in začel okoli hoditi, ne, in ne samo gledati na hrano, ga zanimalo, kaj pa na vrhu unega hriba, ne, kaj je zadaj za unim hribom, kaj tam, ne, in je hodil, da je prišel do tistega hriba, da je videl na drugo stran, je videl tam še ena dolina, pa še en hrib, in tako počasno, nekako je gledal, ne. In jaz mislim, da korist za znanost je to, da odkrivamo novo znanje. In to je že rezultat znanosti, ne. Slučajno, ne, mogoče ne slučajno, ne, je pač stranski produkt znanosti to, da to znanje dejansko izkoristimo za to, da bolje živimo. Ampak slovenske, recimo, slovenske, če rečem, če se usmeriva, recimo, na tak center. No, v takem centru lahko delamo raziskave, ki jih sicer ne bi mogli delati, ne, če tega centra ne bi imeli. Tako da ta skupina za medicinsko fiziko bo seveda lahko delala raziskave,
zdravniki bo lahko delali klinične raziskave. Mi gre, klinične raziskave bo itak morali delati, ne, ker bojo primerjali učinkovitost zdravljenja s protonsko terapijo, pa z radioterapijo, potem se mi ga tudi pogovarjamo. Ne. Ločeno, to ni naš projekt protonske terapije, ampak se Onkološki inštitut potrebuje tudi ta prav sistem digitalizacije računalnikov, obdelava podatkov, neko big data, kako se temu reče. Tako da jaz bi rekel, korist za slovensko znanost, kot rečemo to, da bomo lahko prispevali več k mozaiku znanja zdravljenja ljudi po celem svetu. Vsak odkritje, ki ga mi naredimo, bo seveda koristilo ljudem na celem svetu. Tako da jaz mislim, da korist za slovensko znanost je enako koristi za svetovno znanost in za cel svet. Ne vem pa, če sem odgovoril, mogoče ste hoteli, malo bolj filozofski odgovor ste zdaj dobili od mene, mogoče ste hoteli bolj konkretnega v denarju ali pa v delovnih mestih. Ne. Tudi tukaj seveda, jasno, če imamo en tak pospeševalnik, je tako rekoč zastonj dobimo eno napravo, ne. Torej, rabi za paciente, ampak čez vikend, ko se nazdravijo paciente, je lahko znanstvenik uporablja tak pospeševalnik za poskuse, tako rekoč zastonj, ne, treba plačati samo elektriko. Ne. Hkrati omogoč tem večjemu številu mlajših ljudi, da dela doktorate, tako bi rekel, v tem smislu pa seveda bo pa to neposreden korist za znanstvenike in za znanost. Pa večje mednarodno uveljavljanje. Ne. Že zdaj, še prej so sploh prišli do protonskega centra, smo naredili en konzorcij, mislim, da je 18, tam nekje okoli 18 članov, kjer so vse vrhunske univerze, evropske in centri, ki se ukvarjajo s protonsko terapijo in tudi Ljubljana. Tako da mi smo v bistvu edini partner, ki nimamo svojega pospeševalnika. Smo v tem konzorciju in sodelujemo pri raziskavah Marie Curie, to je tak tip Horizont 2000, projekta, kjer se daje štipendije za mlade raziskovalce. Tako da, evo, že skozi to sodelovanje na takih projektih imamo koristne. Kakšna pa so stališča odločevalcev glede realizacije, ne? Ker konec koncev zdaj nastopa tudi obdobje okrevanja po pandemiji in v okviru česar bodo na voljo tudi nepovratna sredstva, tudi za bodoče področje ali pa predvsem veliko denarja za področje zdravstva. Vsej Evropska komisija je tako odločila, ne? Predvidi, ne? To je seveda tudi izrecno poudarjanje načrtih Evropske komisije. Tako, ne, torej, jaz sem zelo zadovoljen z odzivi pa posluhom tako Ministrstvo za zdravstvo, kot mogoče tudi drugih ljudi, odločevalcev. Seveda, trajalo je več let, da smo razvili ideje, da smo bolj konkretizirali, o tem smo prej samo govorili, zdaj pa že zelo konkretne pogovori potekajo z Ministrstvom za finance. Jaz mislim, da ja, vsi se v Sloveniji zavedajo, torej tako znanstveniki kot zdravniki, Onkološki inštitut, Ministrstvo za finance, kot bi rekel odločevalci, da je ta center zelo zanimiv, da se ga splača postaviti in da bomo najdli način, kako ga bomo. Tako da jaz sem tukaj optimist in bi se rad tudi na tem mestu javno zahvalil vsem ljudem, ki so, bi rekel, podpirali ta projekt, tako tistih, ki so ga samo moralno podpirali ali pa ki so nas spodbujali, da gremo s tem projektom naprej, kot tistim, ki so nam pomagali promovirati ta projekt, preko medijev, tudi vaš medij seveda, ne, do odločevalcev, ki razumejo, da je to lahko neka čist nova kvaliteta zdravljenja za Slovence. Tako da mislim, da smo kar na dobri poti. Bo pa vse to trajalo, ne, tak projekt niti za se čez noč, to ni, da greš v trgovino pa kupaš eno paket tablet, ne, ampak je pač projekt, ker je treba veliko prej študij narediti, veliko načrtovati, potem pa tudi sam projekt zgraditi. No, ko sem nekaj govorila o Evropi in pa o sinergiji na področju znanosti, je pa razmislek v Evropi spremenjen glede tega, ne? Nekako se kaže, da je izginil ta stari etos odprtega sveta, ne? In je nadomeščen z neko mantro, EU, Evropska unija, ne sme biti več naivna, se mora skrbeti sama zase. Pa me zanima, kako vi s podjetniškimi očmi, ki so seveda vpete tudi znanstveno sodelovanje in pa dosežke, gledate na te spremembe. Je to začetek nekako bolj usmerjene Evrope vase in pa iskanje svojih izkušenj, ki jih je seveda na nek način doživela s pandemijo? No, jaz mislim, da pandemija je samo pač nek dogodek, ki je bil bolj ekstremen in zato razgalil trende, ki so se že dogajali. Dovolite mi, da vam dam dva zelo različna odgovora. En odgovor bom dal kot podjetnik, en bo pa mogoče bolj geopolitičen odgovor.
Dejstvo je, da smo v obdobju, ko prehaja, bi rekel, svetovna nadvlada iz ene velesilo na drugo velesilo. Ravno tako, kot so pač svoj čas Angleži postali velesila, prej so bili mogoče Španci, pa Portugalci, pa pred njimi še kdo drug, na evropskem kontinentu, potem so postali Angleži, mi še Nizozemci, pa potem so po drugi svetovni, že vmes med vojnama, sploh pa po drugi svetovni vojni, prevzeli, bi rekel, svetovno, ne bom rekel nadvladno, ampak so postali dejansko svetovno vodilna velesila Američani, smo zdaj v fazi tega, da postajajo Kitajci svetovna velesila. Ali nam je to všeč ali pa ne, ali je to prav ali pa ne, o tem nima niti smisla razpravljati, lahko se tudi o tem razpravljamo. Dejstvo pa je, da Kitajcev je približno 3-krat ali 4-krat več kot Američanov, so enako pametni, imajo vrhunske šole, vrhunsko izobrazbo, to pomeni, da če gledamo samo ljudi in mi se zavedamo, včasih mogoče so bile surovine bolj pomembne ali pa kaj drugega bolj pomembno, danes je pa dejansko ta človeški intelektualni potencial tisto, kar definira moč ene države, je logično, da bojo Kitajci pač močnejši od Američanov. To je dejstvo. Seveda, Evropa je že zdavnaj izgubila premat, se je sama šla v te 2 svetovni vojni in je si to sama zakuhala in že takrat se predala nadvlado Američanom. Hkrati pa Evropa dokazala, da lahko čisto dobro živiš in da čisto dobro delaš, če nisi svetovna velesila. V končni fazi pa ne bojo Američani svetovna velesila, pa ne bojo Američani svetovni policaj, dokler mi živimo neko dobro, pošteno življenje, imamo dobre odnose z drugimi, zakaj pa ne? In zdaj se bo verjetno dogajalo isto, Kitajci bojo postali velesila, Američanom to seveda ni všeč, prišlo bo do konfliktov, upam, da bojo ti konflikti samo na verbalni ravni, mogoče kakšne sankcije, ker ravno tako Angleži so izgubili primat na račun Američanov, pa se niso med sabo borili, pa bi se lahko, pa se niso nekako prijateljsko zadevo rešili, upam, da bo tudi to Američani pa Kitajski in da bo pač nek nov svetovni rek, kjer mogoče niti ne bo važno, da so zdaj Kitajska kot država velesila, ampak da Kitajska in ZDA obojni delajo kar pač dobro delo. In tukaj zraven se tudi mi Evropejci delamo, kar znamo in delamo. Vse, recimo primer je Nemčija, ki je relativno majhna država po populaciji, pa še zmeraj močan izvoznik na Kitajsko, pa bi lahko tudi Kitajci temu nasprotovali, pa so se nekako zmreli. Torej, to je ta geopolitični odgovor. Zdaj pa še podjetniški odgovor. Če se spomnite, za časa Rimskega imperija so bile karavane, ki so nosile svilo iz Kitajske in nazaj nosile, olje, olive, pa vino iz Evrope v Kitajsko. To je bilo tisto, kar je povezovalo narode. Če takrat ne bilo gospodarstva, bi se še bolj borili med sabo. Jaz mislim, da znanost in gospodarstvo je tisto, kar povezuje ljudi in narode preko celega sveta. Seveda, če se z nekom skregan, pa še zmerno lahko z njim delaš posel, ker če na koncu oba zaslužita, pa kaj boš pa požoral to, da si skregan. Če pa nimaš nekega skupnega interesa, potem je pa mogoče, če si skregan, da se boš drugemu nagajal. Tako da meni se zdi, da ravno mi, bi rekel, jaz kot kombinacija in znanstvenika in podjetnika, delam na tem, da ne bi prišlo do te izolacije. Mi zelo dobro sodelujemo s Kitajci, zelo dobro sodelujemo z Američani, zelo dobro sodelujemo z Rusi, z Evropejci, ker smo Evropejci. In sploh ne vidim tega problema, zakaj bi morali priti do konflikta. Saj smo vsi ljudje, imamo skupne želje, skupne emocije, malo različno kulturo, ki nas naredi samo bogatejše, pa mogoče vsak si izmislil več kot drug sistem, kako ustvariti eno zelo, zelo kompleksno družbo, da ta družba deluje in ne razpade. In zakaj pa ne bi imeli različnih rešitev za isto stvar? Vse tudi v znanosti pa tehnologiji vemo, da obstajajo različne rešitve, da pridemo do istega končnega rezultata. Vendar sem še tole, a gre za, v odnosu do znanosti, a gre za neko spremembo paradigme, oziroma von der Leyenova je pospremila to z besedami, pravi, da Evropejci smo odlični pri ustvarjanju znanosti z denarjem, nismo pa dobri, kako denar zaslužiti znanostjo. Se pravi, obrnjeno, No, mislim, to je gotovo zdaj prvič, je to politična parola, lahko je res, lahko ni res, ampak dajmo vzeti kot politično parolo. Jaz mislim, da je dobra motivacija. Mimogrede, jaz se spomnim debat, v Sloveniji smo vedno govorili, ja, naša znanost ne zna pomagati industriji, gledajte Nemce, kako so oni dobri. Sem bil v Nemčiji, tam so tudi med drugim delu doktorata rekli, ja, mi Nemci smo preveč akademski narod, mi ne znamo naši industriji pomagati, pogledajte Američane. Greš v Ameriki, oni pa pravijo, tele naše akademiki, oni bi sam nekaj raziskovali, brez veze, ne bi raj gospodarstvo pomagali. Tako da zgleda, da ta problem ni vezan samo na eno regijo ali pa na eno kulturo, ampak je splošen. Seveda bi industrija rada imela več znanosti
znanost, da več znanost pomaga, znanost bi si bolj želela, da bi njene rezultate hitrejši uporabljali tudi za v dobrobit človeštva, ampak to je proces, ki traja. Glejte, ko so odkrili elektriko, bi lahko vse parne stroje v trenutku z vseh tovarn vrgli ven in dal noter elektromotorje, bi bilo veliko boljše, veliko bolj fleksibilno. Včasih, ne vem, če to veste, ampak včasih so bile tovarne tako visoko narejene, v več nadstropjih, to pa zato, ker je bilo lažje narediti parni stroj, da ima os vertikalno. In je bil pač parni stroj tako narejen, da je bila pač os šla iz prekliče, po kleti je bil parni stroj, potem je šla pa os navzgor. Zdaj se, ko imamo elektromotor, pa samo elektriko pripeljemo do tam, kjer rabimo motor. Ampak kljub temu, da bi to lahko naredili čez noč, je takrat bila gospodarska rast vseeno 3% na leto in nič več. Zakaj? Ker tisti, ki so že investirali v parne stroje, so rekli, čakajte, zdaj smo toliko denarja dali, toliko kapitala investirali, ne moramo mi to prečeš pa še enkrat na novo narediti. Dajmo mi zdaj prvo amortizirati to. Zdaj smo že investirali v nove prostore, v nove stroje, v učenje delavcev. In tako lepo počas pač družba napreduje, ne more bistveno hitrejše napredovati kot 3% na leto. Mogoče so kakšne tako anomalije, pa pol jasno borza hitrejše napreduje, ker nekaj se špekulira, pa bitcoini pa gor pa dol, ampak na koncu pa spet pa pade, tako da poprečna gospodarska rast gleda 3%, to je to, kot lahko mi neko osnovno znanje pretvorimo v neko malo bolj praktično znanje, pa iz praktičnega znanja v tehnološko znanje, pa tehnološko znanje v končnem proizvodu. Je pa gotovo dobro, da nas von der Leyen motivira, gotovo je dobro to, da se razmišlja ne samo o financiranju horizonta, oziroma kaj je zdaj horizont Evropa, samo za osnovno znanost, vsi govorijo o tisti dolini smrti, če poznate ta izraz, dolina smrti je to, da znamo zelo dobro osnovno znanost delati, znamo tudi dobro tehnologijo pretvoriti v produkte, v proizvode, vmesni faza, kako iz nekega osnovnega znanja, kako svet deluje do tehnoloških rešitev, to je pa ta dolina smrti. In seveda, kaj to pomeni? Treba je financirati, da se to smrt, da se preživi ta čas, kjer si v taki smrti, pa to je relativno težko, ker osnovne raziskave se delajo tako, da se pač da znanstveniku denar, tukaj imaš denar, pa živi, ti pa si izmišljuj, karkoli boš po gruntu. To je relativno, ne rečem enostavno, ampak naloga definicija naloge je enostavna. Raziskuj, nekaj bo že odkril. Ta zadnja faza je isto spet. Imamo tehnologijo, treba nekaj narediti, poiščite inženirje, programere, da to sprogramirajo. Zdaj pa vmes, kako je en osnovni fizikalni princip, le primeri samo je kvantno računalništvo. Kvantno fiziko poznamo že 100 let. Šele dan danes se uporablja principe kvantne fizike, pa se začenja uporabljati v računalništvu, kako te principe, ki so včasih bili bolj teoretični, pa so jih fiziki skozi neke poskuse dokazovali indirektno, kako te principe potem zdaj uporabljamo v resničnosti. Tako da, evo, če zdaj z enim stavkom na kratko, to, ko sem prej govoril 5 minut, podpiram von der Leyen, dajmo se pa zavedati, da nismo tako slabi, pa da nam ni treba toliko jamrati. Evropejci smo blazno veliko naredili, v zadnjih 100 letih je bilo izjemno veliko izumov v Evropi narejenih, patentov. Spet, če gledate avtomobil, električna železnica, to je vse nastalo v Evropi, res smo pa zamudili računalniško revolucijo, čeprav to veste, da izumitelj prvega računalnika je bil Nemec, Zuse, tam okoli leta 40 ga je naredil, potem pa počasi korak za korakom nam je to iz rok šlo, s poprovodniki so nas Američani prehiteli in mogoče pa res delih kvantno računalništvo taka tema, ker Evropejci lahko ta primat nazaj dobimo in v tem duhu vidim jaz to izjavo von der Leyenove, da v redu, tole smo zgrešili, zdaj pa spet dajmo nogo na gas, pa zdaj bomo pa spet vodilni tudi v neki računalniški veji na osnovi nove tehnologije, kjer pa smo Evropejci kar dobri.